Dober večer. Evo pa se slišimo. Majhen prostor, ampak vseeno nas je toliko, da rabimo tudi nekaj pripomočkov, da se slišimo bolje. Še enkrat torej dober večer v Vetrinskem dvoru. Matej Korošec je moje ime. Danes vas bom v imenu Mariborske knjižnice vodil skozi tole okroglo mizo, ki smo si jo zastavili ali pa zadali, predvsem v želji potem, da bi še bolj nestrpno pričakovali in čakali novo knjižnico na Rotovškem trgu. Takole malo za šalo in malo za res, ampak vseeno knjižnica navdihujoč prostor skupnosti smo jo poimenovali. V naši družbi lepo pozdravljam mariborskega župana Aleksandra Saša Arsenoviča, direktorja Mariborske knjižnice Klemna Brvarja, naše goste, ki jih bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju, in seveda hvala vsem vam, ki ste kljub nizkim temperaturam danes prišli sem. Zanimivo je videti, da so v večini ženske dekleta, verjetno zaradi tega, ker lažje prenašate mraz, kot pa mi moški. Olajševalna okoliščina. Rotovški trg ima v zgodovini Maribora poseben kulturni in družbeni pomen. Že desetletja ga sooblikuje Mariborska knjižnica, ki danes stoji pred pomembno prelomnico, selitvijo v nove prostore, simbolno in dejansko vrnitvijo na domač teren, na Rotovški trg. No, prav zato je nastal sklop dogodkov Rotovške zgodbe včeraj in danes, s katerimi osvetljujemo preteklost, sedanjost in pa prihodnost tega prostora. In če ste bili na ponedeljkovi okrogli mizi v Lutkovnem gledališču, tudi tam ste dobro podprli prizadevanja Mariborske knjižnice. No, nocoj nadaljujemo z drugo okroglo mizo. Govorili bomo o sodobnih knjižnicah, o njihovem poslanstvu, viziji in pa razvoju. Po tej poti preobrazbe namreč stopa Mariborska knjižnica, ki že skoraj 80 let povezuje mesto, mestne četrti, krajevne skupnosti ter širšo regijo. In novi knjižnični prostori, ki nastajajo tako v središču mesta z novo osrednjo knjižnico Rotovž, kot tudi drugod v mestnih četrteh in v sosednjih občinah, odpirajo možnosti za sodobne pristope, nove uporabniške izkušnje in še večjo odprtost skupnosti. Z nocojšnjo okroglo mizo želimo pokazati širino in pomen obstoječih programov Mariborske knjižnice ter seveda nakazati tudi nadaljnji razvoj vsega tega. Prva priložnost, da bo ta vizija zaživela, bo prav osrednja Mariborska knjižnica na Rotovškem trgu kot prostor povezovanja, ustvarjalnosti in sobivanja z umetnostno galerijo in pa mestnim kinom. No in še preden konkretno zagrizemo v današnje teme, vabim k besedi gostitelja nocojšnjega večera, direktorja Mariborske knjižnice Klemna Brvarja. Prosim. Hvala lepa, Matej. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, dober večer. Lepo vas je videti ponovno v tako lepem številu po okrogli mizi v Minoritih, še danes tukaj v Vetrinskem dvoru. Na tem mestu tudi hvala Narodnemu domu in pa Vetrinskemu dvoru za gostoljubje. Že leta gostujemo po različnih lokacijah po mestu in kmalu bomo v svojih prostorih. Lepo vas je videti tudi zaradi tega, ker podpirate svojo knjižnico v bistvu v času intenzivnih priprav na prihodnost, na jutri. Današnji dogodek je v bistvu en od pomembnih korakov delov teh priprav, saj želimo predstaviti, kaj je oziroma v kaj se preobraža Mariborska knjižnica v luči izgradnje tako osrednje enote na Rotovškem trgu, ki nastaja v sklopu Mestne hiše kulture, ki bo kmalu z nami, pa tudi nekaterih drugih infrastrukturnih projektov po naši knjižnični mreži, ki jih imamo 21. Rad povem, da knjižnice pravzaprav odslikavajo družbo, jo sooblikujejo, jo izboljšujejo. Sodobnost pa od njih zahteva na eni strani fleksibilnost, torej sposobnost prilagajanja in pa seveda strateške premisleke. Še vedno lahko govorimo, da so v srcu knjižnice knjige, branje in pa bralna kultura so in bodo tudi v prihodnje strateški vrednoti. Po drugi strani pa knjižnice vedno bolj postajajo prostori, kjer se srečujejo različni deli družbe, izrazito javni prostori, odprti vsem. Pravzaprav v teh prostorih se gradijo oziroma prepletajo 4 recimo vloge sodobnih knjižnic.
Prvo lahko označimo kot prostor, kjer se osrediščajo različne ideje, znanje, kultura in pa spretnosti, kjer se srečujejo vsi deli družbe, torej prostor, ki vsakega od nas, vsakega, ki obišče knjižnico, spodbuja, da postane boljša verzija samega sebe. Knjižnice postajajo laboratoriji, kjer se inovira in pa eksperimentira, kjer v interakciji med ljudmi nastaja neka nova kvaliteta. Knjižnice postajajo zatočišča in pa prijetne dnevne sobe, kjer se ljudje počutijo varno in vsak najde svoj kotiček, kjer lahko uživa. In pa mogoče najbolj sodobna perspektiva, da knjižnice postajajo fleksibilna vozlišča. Vozlišča, ki se odzivajo na spremenjene potrebe uporabnikov in dajmo si jih probati predstavljati kot nepopisan list, ki je pred vami za to, da ga popišete ali pa porišete. In če probamo vse te vloge v bistvu označiti za eno sintagmo, lahko govorimo, da so knjižnice res navdihujoči prostori skupnosti in v to smer se razvija tudi mariborska knjižnica, od ruralnih okolij, polurbanih, urbanih okolij na eni strani in seveda tudi osrednje enote, ki nastaja na Rotovškem trgu. Torej res gre za neke nove smeri, ki se odpirajo predvsem v novih prostorskih pogojih Rotovškega trga, lahko pričakujemo razširjeno uporabo knjižnice in pa nadgrajeno uporabniško izkušnjo. Kaj lahko uporabniki pričakujete? Pričakujete lahko vključevalno, povezovalno, trajnostno in pa strokovno utemeljeno knjižnico. Pričakujete lahko tudi knjižnico, kjer ne najdete le gradiva, ampak tudi prostor rasti, dialoga in pa ustvarjalnosti, in pa pričakujete lahko knjižnico, ki jo boste soustvarjali. Hvala lepa. Gospod Brvar, najlepša hvala za tele uvodne besede. Kot rečeno, uvodoma je z nami tudi župan Mestne občine Maribor, gospod Aleksandar Saša Arsenovič. Gospod Arsenovič, za nekaj besed prosim tudi vas. Spoštovane Mariborčanke, Mariborčani, obiskovalci od koderkoli, dear guests from abroad, izreke gospod Cvetkovič and from Helsinki, Sara Hutunen. I'm happy to host you here and that you are with us and that you can share some experience that you already made. Back to our first language. Zelo me veseli, malo sem zdaj tu vmes razmišljal, da v nekoč pomembnih prostorih, pa potem dolgo degradiranih, Minoriti ali pa Vetrinski dvor, samostani so to vse gradili, ki smo jih mi obnovili in sedaj lahko v teh prostorih ponosno razmišljamo o nekem novem prostoru, ki ga ustvarjamo, in najprej je bila potrebna seveda ideja in pobuda od spodaj, predvsem iz strani knjižnice, ki se je priključila še UGM, pa potem tisto, kar je v mestu manjkalo, vizualna umetnost, torej filmi in vse, kar je s tem povezano. In še zavedanje, da je Rotovž kot Rathaus, lepo povedano po štajersko, bil vedno pomembna točka, ki se je nekoč še malo bolj nazaj imenovala Šrane, kjer je bil mestni sodnik in kjer so se pletle velike zgodbe pomembne za razvoj mesta, kot takšnega, mestni svetniki in vse ostalo, če se ozrem še malo bolj nazaj. In da smo danes, tudi ta mestna hiša zelo degradirana in ne bo več, ta 4. stranica. In me zelo veseli, da smo kot skupnost uspeli se povezati, dodati nove vsebine, kjer bo knjižnica seveda tisti najpomembnejši del, ki je ta voz vleko, si pa seveda želim, da bi ta ustanova skupaj z knjižnico, umetnostno galerijo in filmom in še drugimi vsebinami, da sem recimo naštel 3, da bi bila še mnogo več, da bi te 3x1 bilo skupaj 4 ali 5 in da bi to postal nov dom. In se veselim, da danes, ko smo od tiste želje po gradnji, sredi gradnje, ki je naporna, in hvala Republiki Sloveniji, vladi Roberta Goloba in Evropi, da smo dobili ta sredstva, skoraj 27 milijonov nepričakovano, to je več kot tisti milijon na loteriji, tako da 25 loterij, da nam to daje sedaj tudi
iz vidika mesta in župana ta denar potencial za nadaljni razvoj tudi na drugih segmentih mesta, ker drugače bi ta velika investicija ustavila potencial na drugih segmentih. In sedaj na nas vseh, da seveda med to gradnjo skupaj z vami in skupaj z izkušnjami drugih uresničimo to, kar si želimo, da bo to nekaj več kot samo knjižnica in da bo dejansko pomagala k temu, kar je največji izziv, slaba demografska slika, odliv možganov, preseljevanje v Avstrijo mladih predvsem ali pa v Srednjo Slovenijo. Danes smo imeli 3 ministre, še vsi skupaj brez resnične ideje, kljub OECD-u in vsem, kako razbremeniti Ljubljano in dati druge vsebine druge, ampak mislim, da moramo na svojem področju najprej sami narediti to, kaj sami znamo in zmoremo. To nam v zadnjem času gre. Hvala vsem, ki imate to znanje, to zavedanje, da kot skupnost smo močnejši in globoko verjamem, da bomo čez nekaj let zelo, zelo ponosni na to, kar nam je dolgoročno ta Rotovž, hiša kulture skupaj z knjižnico dala za to, da bomo tukaj stali obstali in da bo mesto ponovno raslo. Hvala. Gospod župan, najlepša hvala za te besede. Nocojšnjo okroglo mizo, ki bo trajala tam nekje 1,5 ure, več žal ne gre, ker še vedno nimam knjižnice lastnih prostorov, pa nas iz Narodnega doma mečejo ven. Ne, malo za šalo in malo za res, da ne bodo temperature preniske. Govorili bomo o tem, kako knjižnica vzgaja že od malih nog, kako skrbi za vključenost vseh prebivalcev in seveda kakšna bo prihodnost knjižnice. Kot je omenil že gospod župan, bodo naši gostje spregovorili tudi v angleščini in hrvaščini, zato bomo tudi poskrbeli za krajši prevod ali pa vsaj povzetek, da bomo resnično vsi vedeli, zakaj gre pri njihovem delu. In čas, da začnemo s prvim sklopom. Knjižnica vzgaja od malih nog, ki ga napoveduje ta video. Tako videli smo uvod v prvi del, knjižnica vzgaja od malih nog, in v prvem sklopu se bomo posvetili enemu od osnovnih poslanstev knjižnice, namreč njeni vlogi v življenju otrok in družin. Knjižnica je pogosto namreč prvi prostor, kjer se otrok samostojno sreča s knjigo, zgodovino, kulturo in seveda širšo skupnostjo, hkrati pa mu predstavlja varen in odprt prostor za družine. Če ste kdaj šli v kakšno enoto knjižnice, ste verjetno opazili tudi modro piko na vratih, varna točka tudi za otroke, ki se lahko tja zatečejo. Razmišljali bomo tudi o tem, kako knjižnica prispeva k razvoju bralne kulture, domišljije in socialnih veščin otrok, ter seveda kakšna je njena izobraževalna vloga v povezavi z vrtci in šolami. Dotaknili se bomo tudi sodelovanja z drugimi ustanovami na področju celovite kulturne vzgoje, s katerimi knjižnica sooblikuje spodbudno okolje za odraščanje. Izpostaviti želimo tudi širino, vpetost v lokalno okolje ter seveda pomen in obiskanost programov, ki jih knjižnica že danes uspešno izvaja. Njihova vrednost v javnosti pogosto ni dovolj dobro prepoznana. Knjižnica namreč ni le prostor izposoje, temveč pomemben javni prostor prvega stika s kulturo in skupnostjo. In če želimo vključujočo skupnost jutri, jo moramo graditi že danes, že pri otrocih. Iz mariborske prve gimnazije prihaja Metka Kostanjevec in Mito Andrej Janžekovič, reper in redni obiskovalec knjižnice, bosta z nami v tem prvem delu. Povabili smo tudi Mišela Vogrinca, vodjo kulturnega dnevnika pri Narodnem domu, ampak mraz je povzročil to, da je zbolel in ga danes ni, tako da mu želimo čim prejšnje okrevanje vseeno. Gospa Kostanjevec, kot rečeno, prihajate iz šolskega okolja, ste profesorica slovenščine, vodja šolske knjižnice. Na kakšen način vaša knjižnica sodeluje z mariborsko knjižnico, pa verjetno pri tem ne gre, da bi se bili konkurenca, ampak zelo dobri sodelavci. Dober večer vsem zbranim. Iskrena hvala še enkrat za povabilo na današnji dogodek, ki je, verjamem, eden od kamenčkov novo nastajajoče in že zdaj, verjamem, uspešne zgodbe na Rotovškem trgu. Res je, moje vezi z mariborsko knjižnico pravzaprav sežejo mnogo dlje nazaj, kot le v čas moje zaposlitve na prvi gimnaziji. Zelo dobro se spomnim, s kakšnim veseljem sem zahajala v mariborsko knjižnico, sicer ne v enoto Rotovž,
temveč v Hočah je bila takrat v novem kulturnem domu ustanovljena tudi enota knjižnice. Prijazna knjižničarka Tanja Vreš me še danes veselo pozdravi, ne več v Hočah, ampak v knjižnici Nova vas. Seveda pa zadnja leta vse pogosteje tkem vezi z mariborsko knjižnico preko, bom rekla, službenega okolja, torej kot šolska knjižničarka, tudi kot profesorica slovenščine. In moram reči, da sem zelo ponosna na te vezi in da so zame in za naše dijake zelo pomembne. Kakšna je dodana vrednost, če uporabim ta ekonomski izraz? Sicer v vaši knjižnici šolski imate ogromno literature. Zakaj je potrebno še zahajati v splošno knjižnico? Ja, morda samo, da se še vrnem na vaše prejšnje vprašanje. Zelo nerada slišim stavek, da smo šolske knjižnice in splošne knjižnice konkurenca. Daleč od tega. Ljudje, ki delamo v teh knjižnicah, se še kako dobro zavedamo, sem prepričana, da smo tisti, ki še kako dobro sodelujemo in z roko v roki pravzaprav skrbimo ne samo za prihodnost branja in knjižnic, ampak jaz celo rečem naše države. V časih, ko je bralna pismenost, bralna kultura na nek način že skoraj da nuja državne varnosti, se sliši zelo visoko letečo, vendar le je res, so te vezi torej zelo, zelo potrebne in je sodelovanje več kot nujno. Vi veste, da šolske knjižnice so zelo specifične. Najprej, kar se tiče, in to je mogoče tista ena bistvenih razlik, je založenost oziroma gradivo, ki ga šolske knjižnice primarno imamo. Slediti moramo aktualnim učnim načrtom, kurikulu, torej in pokrivati, oskrbovati naše uporabnike, torej dijake in profesore, predvsem z gradivom, ki služijo pouku, učenju, vzgoji v šolah. Vendar pa, če knjižničar zmore dovolj argumentirano prepričati vodstvo šole, da šolska knjižnica potrebuje še kaj drugega, seveda lahko nabavljamo tudi ostalo gradivo in s tem spodbujamo branje. Vendar nikoli ne zmoremo doseči založenosti širine, ki jo ima splošna knjižnica. In zato je nujno, da naše uporabnike, dijake usmerimo, napotimo, pospremimo, upeljemo v obiskovanje splošne knjižnice. In vesela sem, ker to mi zelo uspešno počnemo. Torej že dolga leta, preko različnih projektov, recimo Rastem s knjigo je en tak nacionalni projekt spodbujanja branja. Potem različni dogodki nas povezujejo. Veseli smo, ko mariborska knjižnica povabi naše dijake, da se srečujejo z avtorji, z njimi vodijo pogovore, sodelujejo na pravljičnem dnevu in še in še in še. In verjetno dijaki tudi prostor splošne knjižnice dojemajo drugače kot pa svoj drugi dom v šolo. Zagotovo. Jaz pravim, ena od tistih vezi, ki bi se jih morali krepko zavedati in nekako izkoristiti potencial, je ta, da šolska knjižnica je prostor, ki ga načeloma vsak slovenski otrok obišče v svojem življenju. S splošnimi ni zmeraj tako. Niso vse družine, kot je recimo Andrejeva, ki redno zahaja v knjižnice, ki otroke peljajo v knjižnico, medtem ko šolske knjižnice imamo potencial, imamo učence in je odgovorno od nas, da jim pokažemo tudi splošne knjižnice. Ko bodo namreč zapustili šolski prostor, bodo izgubili ta pomemben stik s knjigami, če jim ne pokažemo, da obstajajo tudi druge možnosti. In mi torej to naredimo, naše dijake vsako leto odpeljemo v mariborsko knjižnico, spodbujamo jih k temu, da se včlanijo. Zelo dobrodošla je knjižnica na Rotovžu, ki je blizu naše gimnazije oziroma zdaj v Sitiju. Dijake večkrat napotimo tja, saj veste, lahko imaš 100 izvodov knjig za domače branje, pa je še zmeraj premalo za generacijo in resnično imajo naši dijaki izjemno prednost in so na nek način privilegirani, da imajo tako blizu več enot, ne samo rotovške mariborske knjižnice, s katerimi potem lahko sodelujemo. Pa radi gredo, čeprav je tako zelo blizu. Ja, vedno več moram reči. Jaz verjamem, da tudi vaši zaposleni to ugotavljajo. Posebej se mi zdi pač pomembno, da takrat, ko dijake odpeljemo tja, dejansko nagovorimo mi in pa posebej tu pozivam vse zaposlene. To je izjemna priložnost, da povabite mlade v knjižnico. Se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno, na kak način jih nagovorite, kaj jim ponudite, kako jih pravzaprav povabite v svoje prostore.
Vi veste, da je za mlade zelo pomemben odnos. Tisto, kar cenim pri Mariborski knjižnici, sama opažam v razmerju do dijakov, je to, da vaš odnos do naših dijakov ni pokroviteljski. Ni tam nekje zviška podcenjujoč, ampak jih sprejmete kot celo možne soustvarjalce nekaterih vaših programov. Omenila sem že, da ste že dali možnost našim dijakom, da so vodili pogovore tudi s tujimi avtorji in tako naprej. Sami veste, da če mlade pravilno nagovorite, če jim prostor predstavite na tak način, da se v njem dobro počutijo, sprejete, vsi vemo, da, kot ste že omenili, knjižnice so varni prostori, kjer je dovoljeno spraševati, se motiti, česa ne vedeti. To ni samo prostor branja, ni samo prostor razvijanja neke bralne kulture, pismenosti, ampak jaz pravim tudi pomemben prostor razvijanja kritično mislečega posameznika, mladega človeka, ki bo, nenazadnje se v knjižnicah srečujejo z različnimi mnenji, z različnimi pristopi, dialogi, se sprašujejo, kaj je prav in kaj ni, ne? Se soočajo s posamezniki, ki so drugačni, in to je pravzaprav tisti potencial, ki vzgaja bodočega državljana za demokratično skupnost, kakršno si želimo. In ko mladi sprejmejo nek prostor za svojega, torej ko ga ponotranjijo, sem prepričana, da se stkejo vezi, ki so dolgotrajne, ne samo trenutne za čas šolanja. In kakšna so vaše pričakovanja od nove knjižnice na Rotovškem trgu? Zelo se veselim. Vesela sem, da kot članica sveta Mariborske knjižnice mi je že bilo dano pokukati v prostore, ki nastajajo na Rotovškem trgu. Če je bila doslej na Rotovžu samo knjižnica, bodo ti prostori mnogo več, ponujali bodo resnično vsestransko izkušnjo. Na enem mestu bomo imeli tako galerijo, kot kino, kot ne vem, prostore za ure pravljic, knjižnico tako ali tako. Skratka, dalo se bo ob enem obisku strniti, združiti več stvari. Veste, da v šoli imamo zadnje leta zelo radi medpredmetne in cross-kurikularne in še kakšne povezave, in ta prostor na Rotovškem trgu bo to več kot omogočal. Gospa Kostanjevec, hvala lepa. Andrej, vi ste redni obiskovalec Pionirske knjižnice v Novi vasi. Tudi za voljo vašega naraščaja, ure pravljic so tiste, ki so verjetno še posebej interesantne kratkohlačnikom. Kaj vas žene oziroma zakaj raje ne na kakšno drugo dejavnost? V Mariboru jih je ogromno. Ja, dober večer, jaz bi se tudi kot prvo bi rad pozdravil vse navzoče in se zahvalil organizaciji oziroma organizatorjem in pa vsem prisotnim. Andrej je moje ime, sem starš 4-letne deklice, s katero redno zahajava na pravljične urce, predvsem Pionirsko knjižnico Maribor. Mogoče najverjetneje se je začelo vse z mano kot otrokom v Zibelki, ne? Tam je pač verjetno nekdo mogel žgati iskrico, da sem nekako bolj dovzeten do samih zgodb in pravljic, ne? In če zdaj skrajšam vse skupaj, če slučajno zabluzim, me prosim ustavite. Ni problema, bomo rekli stop. Oziroma preusmerite. Namreč nisem tipični bralec knjig, namreč v bistvu v mladosti, če bi me zdaj po odločbah merili, bi jih imel kar nekaj, recimo, ne? Tako da se res imam, kako naj rečem, eno specifiko z koncentracijo in pozornostjo, kar pa verjetno ima tudi marsikateri otrok oziroma mlad danes in jaz sem vedno imel knjižnico, sploh našo domačo knjižnico v Novi vasi, Pionirsko knjižnico Maribor, kot del podaljška dvorišča, ne? Ker, ne vem, se pravi, odkar pomnim, ne, je vedno bilo rečeno, Andrej, gibaj se v okolici doma, ne? Do knjižnice pa tudi lahko greš, ne? Ni problema, ne? Se pravi, trgovina, knjižnica, šola, te stvari sem jaz vedno jemal kot res podaljšek svojega dvorišča. Fajn mi je tudi vedno bilo to, ne? Ker potem, ko sem osnovno šolo hodil, sem rabil malo več časa za učenje, recimo,
tako rekel, recimo moj prijatelj v osnovni šoli in tudi potem v srednji šoli je vedno, pred zadnji dan se učil, da je pisal 4-5, ne, jaz sem vedno rabo 2 tedna, da sem dobil 3-4, tudi 5, ne, ampak sem vedno rabo malo več časa. Kaj sem pa zdaj s tem hotel povedati, je predvsem to, da sem v knjižnici vedno našel mir. Ne. In ta mir mi je dosti pomenil. Ne. To ne pomeni, da doma nisem imel razčiščenih odnosov, vse sem imel doma, ne, vedno nič mi ni manjkalo, ampak imel sem notranji nemir, ne, ki pa pač me je vodil po svetu in ta notranji nemir se je vedno nekako sam od sebe umiral v knjižnicah. Ne. In to se je začelo že, se spomnim, mislim, ne samo v osnovni šoli, potem tudi recimo v srednji šoli, ko je res treba zagrist, sploh ko se bliža matura, je res treba zagrist potem v te učbenike, naprimer, in vem, da sem vedno imel težave doma se nekako spraviti k knjigam, ne. Potem vam je nekdo rekel, da se lahko tudi hodiš učiti v knjižnico, ne. In sem najprej to jemal malo bolj tak kot nekaj pač drugačnega. Potem sem res ugotovil, da se da tudi fajn pripraviti za teste, za izpite in sem dobesedno jemal potem podaljšek dvorišča, hodil sem na prvo gimnazijo tudi, se spomnim od univerzitetne knjižnice, če tam ni bilo prostora, sem se ustavil v Rotovški knjižnici, če je bila Rotovška polna, sem se ustavil v Taboru, vse do vseh knjižnic do Nove vasi, ne, in nek prostor sem vedno našel. Ne. In to je bilo neverjetno, ne, ker res doskrat sem bil sam, ne, med knjigami in takrat sem se res umiral in mi je to zelo pomagalo. Ne. Knjižnice so se v tem času, ko ste bili vi stari 4 leta, ne, kakšno desetletje, 2 nazaj, verjetno močno spremenile. Kaj vi opažate, kako vaša hčerka dojema knjižnico? Je pri njej tudi to dnevna soba ali kako je zdaj to v tej novejši generaciji? Ja, z mojo hčerko video pa je pač tak, da smo začeli tudi zelo zgodaj. Spomnim se, da sem mislil, da bo podobno otrok kot jaz, pa ni, zanimivo, ne, je bolj po drugi strani, ne, se pravi malo bolj umirjena, ne. Ampak opazil sem takoj, da je načeloma vedno preferirala branje osebno. Ne. Da tudi če sem jaz kakšni moderni mediji hotel vpeljati, ukvarjam se namreč tudi z glasbo in pač sem nekako hotel, da bi tudi ona imela rada glasbo, ki jo tudi ima, ne, ampak je malo drugačna v tem smislu od mene in sem potem pa ugotovil, da pa ima pa res posluh oziroma ima pa res pozornost za branje v živo. Ne. In prvo kot prvo, nekako organsko je šlo to vse, ker pač en dan v tednu je bil rezerviran že od leta, kako je bila leto dni stara za knjižnico. In zdaj se iz tega enega dneva sta 2 dneva nastala v tednu, v katerem redno obiskujemo. Prvo gre z babico, ne, da si jih sposojata, drugo greva mi dva ali pa z mojo partnerko na pravljične urce, ne, ki so vsaki četrtek ob 5 in to že zdaj strelim marsikateremu, ki me vpraša, kaj te delate vi doma še. Jaz rečem, ja, nič, če ne drugega, gremo na pravljične urce. Ne. A pravljične urce, ne, opažam, da marsikdo tudi še zdaj ne ve, ne, da pravljične urce v mariborskih knjižnicah berejo profesionalci, dobesedno, ne, ki pritegnejo ne samo otroke, ampak opažam tudi, da se starši radi udeležujemo v zadnjih klopeh, seveda, koliko je pač prostora. In tam dobesedno uživamo, ker se ne samo spočijemo, ampak poslušamo. Verjetno imamo vsi napete službe, kjer se ogromno komunicira prek različnih medijev, z različnimi osebami in tako dalje. In vsaj meni da to izjemen mir. Ne vem, če bi zdaj otroka dal na pravljične urce, mi niti na pamet ne pade, da bi jaz izpustil pravljične urce. Ne. Dobim tudi ogromno idej, recimo, ker pač, ko dobiš otroka, zdaj, če je to prvi otrok,
je kar zanimiva situacija, ker moraš nekaj delati s tem otrokom. Ne? In potem se igraš s tem otrokom vse živo in si misliš, je 3 ure minilo, ne? A pa pogledaš, pa tako vidiš, da 20 minut minilo. Govoriš, kaj bomo še delali? Ne? Evo, knjiga je prva stvar, kjer čas samo gre. Ne? Pa so, Andrej, v knjižnici vaših hčerki bolj všeč tete in strici, ki berejo pravljice ali knjige? Ali oboje enakovredno? Mislim, da oboje enakovredno. Opažam, da izjemno napreduje, ne samo v govoru, tu mi tudi v vrtcu povejo, da pač se zelo lepo pogovarja, da je tudi empatična zelo do drugih otrok, da ima ful domišljije, da se psi radi igrajo z njo, ker pač ima vedno neke ideje. Ne? Jaz, pa ne me narobe razumeti, ne pretiravamo z knjigami doma, res pač to je ta ena pravljica pred spanjem in ko ne vemo, kaj bi, brskamo po policah, ki pa sta jih srčno napolnila moja starša, ne? Z leti. In je to na nek način češnja na tortici po službi. In mi je zelo pomembno. Tudi srečam ogromno prijateljev, s katerimi se ne zmorem družiti, ker pač imamo obveznosti vsi iz službe do družine in to nadoknadimo v knjižnici dostikrat. Zdaj bo nova knjižnica na Rotovškem trgu. Boste kdaj zamenjali novo vas tudi za Rotovški trg? Absolutno. Mogoče imam malo slabo vest že zdaj, ker več zahajam v pionirsko, kot pa v odraslo, ki pa je zraven pionirske, ne? S kateri sem tudi stkal ogromno prijateljstev z knjižničarji in knjižničarkami in knjižničarji z leti in res, tudi ko sem se hodil učiti za izpite in teste in tako dalje, imam zdaj prav slabšo vest, ker tudi je čas omejen, ko imaš družino in raje grem v pionirske knjižnice oziroma na predstave v knjižnice oziroma v gledališče in tako dalje. Sem pa bil tudi v gledališču na pravljičnih urcah za odrasle, koliko se spomnim, tudi to mi je zelo ustrezalo. Potem je bila dobra rešitev, ne, za novo knjižnico, gospod direktor, v istem času, ko so pravljične ure za otroke, še bralna dejavnost za starše. Ne? Oboje ravno prav kratko, tako da tudi starši ne delajo gneče zadaj za otroci. Ne? Mislim, da je to tudi nujno iz tega vidika, da se izobražuje odrasle o branju. Ne? Mi mogoče malo razmišljamo, vedno je treba otroke učiti o branju, ne? Ampak hkrati je treba tudi predvsem nagovarjati odrasle. Ne smemo jemati kot samoumevno to, da pa vsi odrasli radi beremo. Konec koncev sem jaz tudi, kako naj rečem, prišel na žmaht s knjigami komaj po enem 27. letu, ko sem se malo umiril, recimo, ne. In ja, nujno je izobraževanje staršev o branju nasploh. Pa predvsem o tem, da, recimo, če še to povem, opažam, da so najrazličnejši otroci pridejo na bralne urce. Ne. Pomeni, da eni pridno sedijo in poslušajo, eni pa tudi malo manj mirno sedijo, stojijo, gledajo, ampak vsi imajo nekaj skupnega. Ne. Vsi se fokusirajo, ne, oziroma kontrolirajo svojo pozornost, kako naj rečem. In to je, mislim, da kar težava dan danes, ne, v svetu res najrazličnejših dražljajev, z najrazličnejših medijskih stvari oziroma aparatov, če se smem tako izraziti, je težko biti pozoren in se koncentrirati in poslušati nekaj eno šolsko uro, no, če se tako izrazim. Ne. In tu lahko ful starši res si olajšajo delo za kasneje, ker vem, da je otroku je dosti lažje, če začne že v predšolskem obdobju z enostavnim branjem oziroma da mu nekdo v živo bere. Ne. Je to res že en trening na to, da te posluša. Ne. Tudi ko mu kako težavo razložiš, tudi ko mu probaš kaj predstaviti, karkoli,
ima pozornost in te gleda in te posluša. Tako da to je potem en enostaven način, kakim olajšati šolo. Dobra popotnica za celotno življenje. Tako. Absolutno. Andrej, najlepša hvala. S tem smo prišli tudi do konca prvega panela. Knjižnica skrbi za vse prebivalce je naslov drugega dela in znova poglejmo uvodni video. Knjižnica danes ni več le prostor knjig in tišine, je živ prostor srečevanj, ljudi, zgodb in izkušenj, je stičišče različnih generacij, kultur in življenjskih poti in vsak se bi naj v njej počutil dobrodošlega. S svojimi programi knjižnica sega v vse pore družbe, se povezuje s šolami, domovi za starejše, nevladnimi organizacijami, društvi, posamezniki in prav te povezave omogočajo, da ostaja prostor za vse. Drugi sklop torej namenjamo vprašanju, kako knjižnica odgovarja na raznolike potrebe skupnosti, kako prilagaja programe, kako skrbi, da so vsebine dostopne fizično, vsebinsko, jezikovno. Govorili bomo o knjižnici kot prostoru socialne vključenosti, osebnega stika in skupnostnih programov, ki gradijo občutek pripadnosti in varnosti. In posebno pozornost bomo namenili ranljivim skupinam in ljudem z manj priložnostmi. Ob tem namreč se zavedamo, da ranljivost ni le vprašanje starosti, ampak življenjskih okoliščin in knjižnica je pogosto prvi varen, odprt in enakovreden prostor, kjer so ljudje sprejeti takšni, kot so. S konkretnimi zgodbami iz prakse bomo z naslednjimi 3 gosti pokazali, kako knjižnica deluje kot most med posameznikom in skupnostjo, ter kako prispeva k zmanjševanju neenakosti in preprečevanju tudi izključenosti. Z nami so gospa Lidija Breznik iz Zavoda Aloja, pa dr. Igor Žiberna iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Sabina Mujkanovič iz Centra za sluh in govor v Mariboru. Gospa Breznik, začeli bi kar z vami, namreč vaš zavod z Mariborsko knjižnico sodeluje preko programa Umovadba. Ta vključuje obiskovalce s težavami s spomnjenjem in demenco, deluje pa v knjižnici Nova vas od začetka leta 2023. No, naj poudarim, da je program bil leta 2024 po mnenju Združenja splošnih knjižnic prepoznan kot najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic. Kako kot strokovnjakinja tega programa vidite ali pa kakšen ima pomen za ljudi, ki se ga udeležujejo v knjižničnem prostoru? Dober večer, se slišimo? Ja. Dober večer, hvala lepa za povabilo. Evo, gospod Andrej, zdaj smo pa mi na vrsti. Naslednja generacija in seveda gospa, če smo prej poslušali o mlajših generacijah. Ja, kako jaz vidim ta program? Jaz ga bom seveda ocenjevala kot socialna gerontologinja. Obe dve s kolegico Veroniko, ki vodiva ta program, ga vodiva in ga ocenjujeva kot socialni gerontologinji. Kot taka vidim kot program pomemben za vključevanje ne samo oseb z demenco, ampak starejših odraslih v ohranjanje in krepitev raznoterih umskih sposobnosti, ne samo spomina, ki ste ga omenili. In istočasno vidim tukaj tudi kot eno možnost, da preko socialnih stikov, ki jih ustvarjamo na teh srečanjih Umovadbe, pravzaprav skrbimo za destigmatizacijo pojava demence. Istočasno vidim tukaj tudi kot možnost, da o demenci govorimo in o upadu nekih umskih sposobnostih kot o izzivu, ne kot o problemu. Enako bi rekla, da demografska slika ni problem, ampak je izziv in jaz sem že del tega izziva morda. Tako da v knjižnici in to v tej knjižnici, o kateri ste vi govorili, pionirski knjižnici Nova vas, smo začeli z tem programom in ga danes uspešno že izvajamo v 2 krogih v knjižnici Pobrežje
Širimo ga tudi v knjižnico Lovrenc na Pohorju, pa še v druge izvenknjižnične prostore. Kaj ta program daje ljudem, ki ga obiskujejo? Konec koncev so ob svojih težavah tudi iztrgani iz svojega varnega mehurčka, v katerem pa se lahko prehitro zgubijo, če so zaprti samo vanj. Jaz mislim, da to, kar sta predhodnika lepo predstavlja, kako z leti raste eno zaupanje do prostorov knjižnice, daje ta program ljudem možnost, da ponovno prihajajo v nek prostor, kjer so razvili eno zaupanje, eno prijetno izkušnjo, da v takšnem okolju preizkušajo svoje sposobnosti, jih krepijo ali nadgradijo. In to so lahko ali osebe z demenco, ali lahko tudi njihovi svojci, ki potem lahko z uporabo didaktičnih pripomočkov, to moram še dodati, krepijo doma te umske sposobnosti. Mogoče za pojasnilo, torej to umovadbo, ki jo izvajamo v Mariborski knjižnici, izvajamo s pomočjo igroteke, pripomočkov, torej, ki so na razpolago mlajšim generacijam in mi pravzaprav skozi igro dajemo eno lepo možnost krepitve naših sposobnosti. Zakaj pa je pomembno ravno takšne programe izvajati v knjižnicah? Deloma ste že to omenili kot varen prostor, pa vendarle za marsikoga bo nova knjižnica na Rotovškem trgu nov prostor, novega se pa običajno ljudje malo tudi bojimo. Jaz se bi ponovno navezala, ker se mi zdi res tako lepo, kako sta moja sogovornika, predhodnika povedala, kako se navezujemo na prostor knjižnice. Ampak ne navezujemo se na prostor, navezujemo se na ljudi. In tukaj bi se jaz res rada zahvalila vodstvu knjižnice, kakor tudi vsem zaposlenim v knjižnici, ki so danes tukaj prisotni in tisti, ki nas podpirajo pri izvajanju tega programa. Namreč oni so tisti, ki so veliko doprinesli, da se ta program tako lepo razvija. Omenili ste Novo vas, omenili ste Pobrežje, tam že tudi enote omogočajo to vrstno dejavnost. Zakaj je pomembno tudi v ostalih enotah, ki morda tega še ne omogočajo, še niso dovolj razširjene, še niso dovolj prilagojene, čim prej narediti tudi ta korak in torej omogočiti neke takšne možnosti vključevanja? Ja, zato, ker smo slišali, da imamo demografske izzive. In pomembno je, da v čim več okoljih na različne načine spodbujamo različne aktivnosti, ki so v dobrobit v tem primeru morebitnemu upadu kognicije in pa mogoče osebam z demenco in njihovim svojcem. Gospod Breznik, najlepša hvala. Z veseljem. Dr. Igor Žiberna prihaja, kot rečeno, uvodoma iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ampak znanja ne zabija v glavo le mlajšim generacijam, temveč tudi starejšim. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje tudi sodeluje in ta že več kot 30 let deluje v okviru Mariborske knjižnice. Kakšen je, dr. Žiberna, po vašem mnenju pomen tega programa ravno za starejšo populacijo, ki nekako obveznosti že nekako spusti iz rok? No, za to slednje nisem najbolj prepričan. Ampak šalo na stran, torej še enkrat vsem lep pozdrav in hvala za prijazno povabilo. Ja, bom poskušal svoj odgovor o smiselnosti tega početja utemeljiti ali pa dokazati s številkami. Se mi zdi, da številke so nekako najbolj izpovedne. Zdaj, dejstvo je, torej, da je starostna struktura v občini Maribor taka, torej, da je vedno več starejšega prebivalstva. Ne mi zameriti, če bom mogoče malo težil za številkami pa za statistiko, ampak vendarle. Poglejmo si mogoče samo enega od takih kazalcev, s katerim bom poskušal to nekako potrditi. Indeks staranja. Indeks staranja je razmerje med številom prebivalcev starejših od 65 let in tistih, ki so mlajši od 15 let.
Ta indeks staranja v mariborski občini bil vsaj po statističnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2025 191. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da na 100 prebivalcev mlajših od 15 let imamo 195 prebivalcev starejših od 65 let. Pri ženski populaciji je ta indeks še višji, tam okoli 221, če se prav spomnim. In če bi malo rangirali občine, ne, torej glede na indeks staranja, potem je med 212 občinami mestna občina Maribor na 41. mestu, se pravi sodi nekako v zgornjo petino. Ne. Čeprav v isti sapi bi rad pa še nekaj povedal, ne, tu bi se navezal na tisto vašo iztočnico. Ne. Taka starostna struktura, ki jo največkrat formuliramo kot, ali pa ocenjujemo kot neugodna, ne, je lahko tudi prednost. Ne, kajti, no tu bom pa potem nadaljeval, ne, torej z to svojo torej poskusom osmišljanja, bom rekel, teh programov za starejše. Namreč, vsaj moje izkušnje so take, jaz zdaj drugo leto sodelujem oziroma vodim študijsko skupino za področje astronomije. In moje izkušnje so take, ne, torej, da gre za izjemno vitalno populacijo, željno znanja, željno druženja, željno razbijanja kakšnih trdih orehov, ne. Čeprav ker pač vodim to skupino za astronomijo, ne, astronomija je pa taka trda znanost, kot pravimo, ne, jih vedno tako malo na šalo, ne, opozorim na to, da če vsega ne razumemo, tudi ne bo nič hudega. Ne, torej, oziroma, če parafraziram Rolling Stones, it's only rock and roll, but I like it. Ne, torej, vse samo astronomija. Ne, Maribora ne bo razneslo, če zdaj vseh bom rekel, problemov iz področja kozmologije ali pa astrofizike ne bomo razumeli, ampak gre za to, da pravzaprav spoznavamo neko novo področje, ki se nam zdi zanimivo, ki je po svoje tudi lahko inspiracija tudi za kakšna filozofska razmišljanja, ne nazadnje, ne, ali pa recimo bolj lirske narave, torej v liriko usmerjena razmišljanja, ne, ampak skratka gre za izjemno vitalno populacijo, torej željno znanja, ne, po drugi strani pa za zelo izkušeno populacijo, ne, in jaz se teh torkov, ko imamo srečanja, res iskreno veselim, kajti ne gre samo za to, da jaz predajam znanje njim, ampak tudi oni meni predajajo izkušnje. Ne. In moram priznati, da se ravno iz tega razloga razvila taka zelo, zelo prijetna kemija. Ampak ti programi, ne, torej univerze za tretje življenjsko obdobje, pravzaprav, to je vsaj moje skromno mnenje, ki ga pa nikomor ne vseljujem, nimajo samo te funkcije, torej da izobražujejo. Ne. Ampak treba upoštevati, ne, da seveda biologija naredi svoje, ne, in starejši ljudje pravzaprav imamo mogoče malo drugačne izzive kot mlajši, ne, torej pri nas gre za to, da ne toliko poskušamo razvijati kognitivne sposobnosti, ampak jih vsaj ohranjati. Ne. Tako da gre tudi za, bom rekel, ta mentalni vidik, ne, in pa še tretje, ne smemo pozabiti, ne, torej ti ljudje se tukaj družijo, ne, in zdaj obetam si, da bo, to je bilo danes že večkrat rečeno, ne, ampak obetam si, da bo, in verjamem, da bo temu tudi tako, ne, torej, da bodo novi prostori postali tudi mesto vrvenja, ne, torej različnih generacij, mesto druženja, predvsem pa mesto komuniciranja, torej po vertikali, torej med različnimi generacijami. Ne. Doktor Žiberna je kravžljal tudi moje živce, moj profesor je bil na fakulteti pedagoški, enako, ne samo živce, tudi možgane, ne, oboje je bilo ravno prav uravnoteženo. Pa vendarle z novimi prostori, prej sem omenil nek strah pred novim. Pri vas ugotavljate, da je ravno obratno, da si starejši želijo odkrivati nekaj novega. Bodo po vašem mnenju še bolj želeli odkrivati tudi nove prostore Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu? Zanesljivo, to lahko že povem, ker sem malo skeniral, oziroma pač malo testiral, ne, torej, kakšen odnos imajo do tega. Ne, seveda vsi si veselimo novih prostorov. Treba je vedeti, ne, torej, da je tudi infrastruktura pomembna. Ne. Mi zdaj pač gostujemo v različnih prostorih, ne, in jaz verjamem, da to ne bo problem. Torej, navaditi se na nove prostore, tako kot so predhodniki povedali, ne, pravzaprav vsebino vdahnemo ljudje. Ne, torej, če so pa prostori prijetni za delo, pa toliko bolje. Najlepša hvala, doktor Žiberna. Iz Centra za sluh in govor Maribor prihaja Sabina Mujkanovič. Ste socialna pedagoginja, zaposlena v Centru za sluh in govor. Vaši otroci redno obiskujejo knjižnico. Kako vam to pomaga pri vaših vsakdanjih izzivih in seveda pri vsakdanjih izzivih
vaših otrok, da pridejo v nek drug prostor, kjer so prijazni strici in tete, veliko knjig in veliko se dogaja? Lepo pozdravljeni tudi z moje strani in hvala za povabilo. Ja, res je, naši učenci že vrsto let obiskujejo knjižnico. Gre za učence razredne stopnje, torej od 1. do 5. razreda. 3-krat na leto obiščejo knjižnico. Ob poslušanju pravljic urijo slušno pozornost, koncentracijo, domišljijo, prav tako pa tudi širijo besedišče. Tudi jaz se lahko navežem na moje predhodnike. Pri nas so vsi učenci z odločbo. Torej, veliko je takšnih, ki imajo težave z pozornostjo, s koncentracijo, z govorno-jezikovnimi motnjami, avtizem. Tako da knjižnica je za njih varen, miren, vključujoč prostor, kamor zelo radi gredo. Učiteljice tudi povedo, da v vseh teh letih, kar obiskujejo knjižnico, ni nikoli prišlo do kakšnega vzgojnega pripetljaja, nemira, da so res pravljičari, pravljičarke usposobljeni do te mere, da jih znajo res tako zelo dobro pritegniti, da zmorejo tudi tisti z težkim ADHD-jem sedeti in poslušati. Novi prostori bodo prinesli nove možnosti. Kaj si še želite, kako si še želite poglobiti to sodelovanje med centrom in knjižnico? Ja, jaz bom tako rekla, da naše sodelovanje smo že poglobili oziroma ga poglabljamo preko projekta, v katerem trenutno sodelujemo, in sicer gre za mednarodni projekt, ki združuje knjižnice iz Litve, Ukrajine, Portugalske in pa Slovenije. In ta prinaša? Ta prinaša novost, in sicer gre za senzorične pravljične ure. In te bodo našim otrokom omogočile še bolj, se pravi, senzornega vidika bodo lahko doživljali te urice. Vključene bodo še vid, vonj, zvok, na ta način. Skratka, popolno doživetje. Tako. Super. Najlepša hvala, gospa Mojkanovič, za tale pojasnila, in mi hitimo naprej. S knjižnico gremo skupaj v prihodnost. Čas za tretji video. Ja, knjižnice so središče znanja, idej in kulture, laboratorij za raziskovanja in inovacije, hkrati zatočišča in udobna dnevna soba skupnosti. Sodobne knjižnice so vozlišča, ki se odzivajo na potrebe časa in ljudi, so odprti, barviti, navdihujoči prostori dialoga, ustvarjalnosti in povezovanja. In k takšnemu razvoju zavestno strmijo tudi v mariborski knjižnici. V nadaljevanju bomo govorili o knjižnici kot prostoru sodobne kulture in dialoga, o pomenu dogodkov, razprav, mednarodnih povezav ter o tem, kako knjižnica nagovarja mlade odrasle kot aktivne soustvarjalce dogajanja. Ob tem ostaja ključno vprašanje prihodnosti osnovne dejavnosti knjižnic, namreč v središču je še vedno knjiga kot prvo okno in vrata v svet, kar smo danes že lahko slišali, pa vendar se danes prepleta z vsemi področji znanja, raziskovanja in ustvarjalnosti. Knjižnice so izrazito demokratičen javni prostor, otoki sredi potrošniške družbe, ker ima vsak dostop do znanja, časa in prostora. In prav zato imajo pomembno vlogo pri ohranjanju človeškosti danes in pa še vedno toliko bolj tudi v prihodnje. Z nami so iz Umetnostne galerije Maribor Simona Vidmar, bodoča cimra, torej Mariborske knjižnice, potem Sana Hutunen iz osrednje knjižnice v Helsinkih in pa tudi gost prihaja iz sosednje Hrvaške, iz Reke, Niko Cvjetkovič, ravnatelj oziroma direktor gradske knjižnice, mestne knjižnice Reka. Lep pozdrav vsem. Najprej bomo dali cimri, bodoči cimri priložnost,
Kakšna so pričakovanja? Ne? Veliko se govori, knjižnica zdaj ne bo sama, bo umetnostna galerija zraven. Vas je slučajno v umetnostni galeriji strah, da bi kdo še poleg knjige odnesel kakšno sliko iz galerije ali kaj podobnega? Tega nas je vedno strah, da nam odnesejo kakšno sliko. Pričakovanja so, lahko rečem z eno besedo, strašna. Jaz mislim, da so strašna za vse nas, za vse v Mariboru, za verjetno vse, ki vodijo, ki zdaj še vedno gradijo na trgu, ki plačujejo račune, ki načrtujejo vizualno podobo, ki načrtujejo opremo, in vse skupaj mora biti, kolikor jaz vem, končano letos. Gospod župan bo sicer povedal, kdaj bo otvoritev, ampak mi se pripravljamo, mi smo v nizkem štartu. Upravičeno so pričakovanja strašna, tudi zaradi tega res velikanskega vložka, ki ga je občina se odločila vložiti v to naložbo. Naložba je seveda za vse nas, za vse v mestu, za celo regijo, za širše tudi obiskovalce našega mesta. In ta naložba je gotovo nekaj, kar se nam bo poplačalo, s čimer bomo živeli, si bogatili naša življenja, jih lahko širili. Recimo mene blazno zanima, kdaj potekajo ti astrofizični krožki srečanja. Ampak ste še premladi za tretje življenjsko obdobje. Dobro, torej tudi. Ne, ura. Super. Dobro. Sem prepričana, da zdaj za več vsebinami in aktivnostmi bodo ti krožki tudi v popoldanskih urah, tako da bomo lahko prišli. Pričakovanja so seveda tudi iz strani nas, ki oblikujemo program, ki seveda poznamo neke poti, kako naprej iz ene zgodbe, ki se je začela sredi 50-ih let v mestu z hišo namenjeno vizualni umetnosti in ki se širi, ki se spreminja, ki posega izven prostorov, ki se ukvarja z dediščino v mestu, ki dediščino v mestu preoblikuje tudi, če malo pomislimo na lokacije naših trienalov Eka, zadnjih 2 edicij, ko smo šli v Melje, ko smo šli v Star Senatorij. In seveda razmišljamo veliko o obiskovalcih, o tem, kaj danes v seveda družbi, kjer je vizualni jezik prvi jezik, govorjen jezik je verjetno nekaj, kar pride zdaj sekundarno, kako zadržati problem, kako pripeljati več občinstva v naše prostore, kako jih zadržati in kako z njimi živeti v prostoru oziroma kako prostor ustvariti takšen, da bo to del njihovega mestnega vsakdana. In jaz mislim, da zato je ta prostor res odličen, ta skupnostni prostor, ki nastaja, mislim, ta mestna dnevna soba, smo že 100.000-krat rekli, ampak res je potrebno v prostoru tudi nek fizičen prostor, kjer se lahko zadržiš, se družiš, pogovarjaš, popiješ kavo, popiješ kaj drugega, poješ kaj majhnega, brez da bi te nekdo naganjal, brez da bi te kdo spraševal, kaj tukaj počneš. In je potem to res lahko nek del vsakdana, kar je lokacija odlična za to in tudi mislim, da je mesto zrelo, da smo vsi skupaj mi zreli za to, da ta prostor posvojimo. Nekaj ste že omenili, ampak kaj vi vidite kot glavne sinergije tega cimerstva 3 kulturnih deležnikov pod eno streho? Ja, teh sinergij je seveda lahko ogromno. Jaz mislim, da
kar je važno, je, da se je v zadnjem času v mestu vzpostavila klima, da institucije med seboj sodelujemo, ampak sodelovalo se je verjetno vedno, ampak da dejansko poslušamo drug drugo, kaj počnemo in da smo sposobni skupaj načrtovati neke projekte. To se je lepo videlo v preteklosti. Klemen je prevzel pobudo ob obletnici Majstra. Sigurno so te sinergije lahko na nekih vsakodnevnih obiskih iz Centra za sluh in govor. Otroci redno hodijo tudi v galerijo. To so neke zelo organske povezave, ki se bodo zgodile. Tako lepo po slovensko. Začeli smo z projektom KUV+, kulturne umetnostne vzgoje, katere partner je UGM, ki bo iz cele Slovenije vozil otroke na tako imenovane kulturne dni, namesto športnih dni, oziroma ob športnih dnevih, ki ostajajo zdaj še kulturni dnevi, ko bodo obiskovali oziroma sodelovali v različnih kulturnih aktivnostih. In je seveda ena taka hiša fenomenalna, v njej lahko konec koncev tudi prespijo, kar iščejo ti mladi, se pravi brezplačno spanje na teh kulturnih dnevih. Edino, kar smo pozabili enih 5 tušev vključiti v hišo, ampak vse se da. Do seveda teh večjih zgodb, se pravi, da lahko se usedemo skupaj in načrtujemo neke aktivnosti, projekte, dogodke večjih formatov skupaj. Morda bom vprašal to, pa dajte odgovoriti po pravici, a ste se že kaj skregali v tem času, Umetnostna galerija in Mariborska knjižnica? Ne. Absolutno se nismo skregali, bilo je gotovo, to vsi veste, na začetku nekaj vroče krvi, nekaj bolj glasnih razprav. Ko smo seveda, jaz mislim, odlično stopili skupaj in se povezali na tem znotraj tega velikega razvojnega projekta. To je kot dogovorjena poroka. Najprej se čudno gledata, potem pa se imata na koncu rada. Ne? Tako je tudi v tem primeru. Zdaj pa gremo na sever Evrope, v Helsinke, v knjižnico Odi. Mariborska knjižnica bo namreč s tem, ko bo pridobila nove, velike, sodobne prostore, v kateri bo torej pod isto streho delovala še z 2 inštitucijama, izvajala tudi nov program Ustvarjalnica oziroma Makerspace. In tam gor na severu, v Helsinkih, odkudar prihaja gospa Huttunen, izvajajo prav to. Ste ena najnaprednejših knjižnic v Evropi, nekako takšen zgled, kako bi naj povsod to izgledalo. Od leta 2017 razvijate program Makerspace. Kakšna izkušnja je v bistvu to, kakšen je namen programa, kako so ga tudi uporabniki sprejeli? Thank you for the invitation. It's a pleasure to be here. The essence of the role of the Makerspace, it's a lot. There's so much I could tell you, but I think the most important thing it's there are spaces and facilities for learning by doing for everyone, open for all, non-commercial, low threshold, easy access. Everybody is welcome. And the library or the Makerspace, it's a facilitator, it's a platform. So people are the essence of the Makerspace. So when you open your new premises, they will be great. You will open the doors, you will have the facilities, but that's just the beginning. So the core are the people. The people come there and they will make the library, they will make the community, and they will or you will work together with the people and you will build your makerspace and your community. So I think you are in the beginning of a wonderful journey. Si bomo privoščili še prevod za vse, da bomo lažje razumeli, zakaj je šlo. Hvala lepa vsem, hvala za povabilo. Ta vloga je torej zelo pomembna.
Se pravi, ta ustvarjalni prostor veliko je. Najpomembnejše je, da imamo prostore, kjer se učimo z delom, torej učimo ob delu. Ti prostori so za vse, so dostopni, nekomercialni in vsi so dobrodošli. Knjižnica, ta naša knjižnica, je platforma in ljudje so tisti, ki so ključni. Ko odprete knjižnico, bo vse odlično, ampak to je le začetek. Jedro so ljudje, oni so ključ in skupaj boste ustvarjali knjižnico z uspešnim sodelovanjem. Tako da mislim, da je pred vami ena lepa pot. Gospa Hutunen, kako pa so ljudje sprejeli ta program Makerspace? So hitro ga posvojili za svojega ali ste jih morali prepričevati? We've been open 7 years now, and when we opened the library, the Makerspace was not completely ready then. So we started the work then, and we have been opening the facilities and the services one by one. So it's been a long process. I think in 1 year, during the first year, we got most of the facilities open, and the people have been coming there since or all the time. So one of the attractions in this Makerspace, or the second floor, which is the whole floor is committed to learning and doing, is that there is also a lot of open space that is not dedicated to anything, but just for being and for meeting people and just hanging around. So people come and then they get inspired by all the facilities and by all the events that we have, and they start doing things together so communities can form. And today, after 7 years, I think all the facilities we have, they run in full capacity. They are fully booked all the time. All the time we are evolving and we are developing the services further, and we do it together with the community. So people have a lot of to say about how we work in the Makerspace. Torej, že 7 let imamo ta ustvarjalni prostor. Ko smo odprli knjižnico, še sicer ta Makerspace, ustvarjalni prostor, ni bil popolnoma dokončan. In potem smo začeli postopoma otvarjati storitve, in to je bil zelo dolg proces. Mislim, da potem v prvem letu se je večina naših storitev odprla in ljudje so kar prihajali. In najpomembnejši del je pa to drugo nadstropje. Torej v tem drugem nadstropju, to nadstropje je posvečeno učenju in delanju, kot smo rekli. Je pa tudi ogromno odprtega prostora, torej, ki pa ni ničemur posvečen in je namenjen srečevanju skupnosti, in ljudje kar pridejo, dobijo nek navdih, vidijo naše dogodke in tam so, dobijo navdih in so ustvarjajo, se pravi, formirajo, oblikujejo se skupnosti. In danes, po 7 letih, mislim, da smo v polni kapaciteti, se pravi, ves čas smo polni, ves čas se tudi razvijamo, in pomembno je, da ljudje so ustvarjajo ta prostor, se pravi, da skupaj z njimi sodelujemo. Pa v Makerspaceu delujejo samo vaši zaposleni ali pa strokovnjaki, ki jih vi povabite, ali vključujete tudi obiskovalce, da predstavijo svoje znanje?
sure what he's asking. Maybe if I ask you in English, is it open just for this makerspace, just for your employees or the people that you invite from different areas of knowledge, or is it open for visitors who would like to present their own knowledge or their own things that they do with? I'm not quite sure how to answer this. We provide the facilities and we are open for all. But we as librarians, we are there to help people. So the idea is that people come with their own projects and with their own ideas, and we try to make them possible. So we are there to help them. And we are a platform, so people can do what they please. So one of the roles in the library is that people can use their own creativity, develop their own skills, get new skills, but they get to do it on their own terms. So nobody is there to tell them that you need to do this or you have to do this, you have to achieve something. You don't have to. You can fail. It's okay. You will learn in the process. So I think maybe learning by doing and having fun at the same time is the key. I don't know if I answered your question. Nisem prepričana, kako naj točno odgovorim na vaše vprašanje. Torej, mi nudimo prostore, smo odprti za vse in mi ljudem torej pomagamo. Oni pridajo sami s svojimi idejami, svojimi projekti in potem tam ustvarjajo. In mi smo samo tam, da jim pomagamo, mi smo platforma, oni pa potem počnejo, kar želijo. Tam so, da ustvarjajo, se naučijo nekaj novega, da razvijajo svoje veščine, ampak sami. Torej, nihče jim ne reče, morate to narediti. Tudi, če vam ne uspe, vseeno je. Se pravi, ni treba, da karkoli počnejo, da bi jim mi rekli. Torej, pomembno je, da se učijo ob delu, kot smo rekli, in da se pri tem zabavajo. To je ključ. Kot rečeno na začetku, bo tudi Mariborska knjižnica v novih prostorih uvedla ta makerspace. Po 7-letni izkušnji v Helsinkih, na kaj morajo biti pazljivi, na kaj morajo biti pozorni, ko bodo to upeljali tudi tukaj v Mariboru? You want to know what to prepare for. Okay. You cannot know what people will want and what they will do. You can prepare the space and you can prepare the facilities, but what will happen you will find out when the people come, and then you will start your work. You need to be prepared that not everything will work. You will do mistakes, but it's not a bad thing. When you do a mistake, you learn, and then you do something else. So I think it's a process and it's a journey. And for example, we don't think that Audi is never ready. It's all the time evolving and developing, and we do it together with the people. So maybe that's what you need to do too. So there's no strict blueprint? I don't think so. No. No strict blueprint for this makerspace? No. Just to take the blueprint from Helsinki, put it down in Maribor, and that's it? You can do that, but I don't think it will work. Torej, zanima vas, na kaj se morate pripraviti. Ja, v bistvu ne morete vedeti. Vi lahko pripravite prostore, potem pa bodo, ko pridajo ljudje, bodo povedali. Se pravi, šele takrat se začne. Takrat boste videli, ko boste skupaj sodelovali, ko boste videli, torej, ko boste soustvarjali. Na začetku seveda vse ne bo v redu in to je tudi v redu. Tako je tudi v redu. Bodo napake, ampak na teh napakah se boste učili. To bo dolg proces, dolga pot. Tudi Odi, naša knjižnica se ves čas razvija, obnavlja, tako da ni nobenega pravila. Se pravi, skupaj z ljudmi se soustvarja. In ni načrta, ki bi ga lahko preprosto skopirali iz Helsinkov v Maribor. Hvala lepa.
Mi še v Rijeko, namreč iz mestne knjižnice Rijeka prihaja gospod Niko Cvjetkovič. Verjetno ste že slišali, da je bila Rijeka tudi Evropska prestolnica kulture. Veliko se je govorilo, da je v tem času v Rijeki zrasla tudi nova knjižnica. Kakšna je izkušnja? Verjetno tudi ni bilo preprosto ustvariti oziroma uresničiti drag projekt gradnje nove knjižnice, pa vendarle, kako so jo ljudje sprejeli, kaj je prinesla nova knjižnica ljudem? Evo, prije svega ja vas sve lijepo pozdravljam u ime Gradske knjižnice Rijeka i u svoje vlastito ime. Zahvaljujem se na pozivu, uistinu mi je drago kada možemo podijeliti iskustva koja imamo. Nadam se da će nam svima i pomoći. Nažalost ili na sreću ne postoji nikada jedan algoritam kojim sve možemo riješiti. Ta iskustva su vrlo lokalna i nešto što u jednoj sredini prolazi, u drugoj ne prolazi. No prije nego što vam odgovorim na pitanje, razumijemo se, nadam se dosta dobro, ja bih postavio jedno pitanje vama i to iz 3 razloga. Molim vas, neka mi dignu ruku svi oni koji su među vama profesionalni knjižničari. Profesionalni knjižničari, dignite ruku. Knjižničari, izvrsno, gradonačelnik se okreće i gleda, to volim. A sada bih molio da dignu ruku oni koji to nisu. Oni koji to nisu. Svi tisti, ki niste profesionalni knjižničari, dignite ruku. Hvala vam. Odmah ću vam reći, prvi razlog je to što mi knjižničari volimo pomagati ljudima. Ovdje smo još 1.5 sati, malo ste se pomakli, mislim da je to u redu. Drugi razlog je što sam tako pomogao sebi jer znam auditorij koji imam, a treći, ako vas interesira, reći ću vam ga na kraju, a sad ću pokušati odgovoriti na pitanje. Da, znam da je Maribor isto svojevremeno bio Europska prijestolnica kulture, 2012. ako se ne varam. Mi smo imali našu nominaciju 2020. i nažalost to je bila ona godina pandemije, tako da smo mi s jedne strane imali tu nesreću da je to pandemijska godina. Vi ste s druge strane imali tu nesreću, znam da je bila tada velika kriza financijska i infrastruktura koja se trebala odraditi nije se odradila. Odrađuje se sada i mi smo kasnili, malo kasnite i vi. Nekad je i dobro malo čekati pa se više zaželite i više želite. Moram reći da Europska prijestolnica kulture nije nešto što je izgradilo knjižnicu, niti vašu, niti našu. Europska prijestolnica kulture, to zna gradonačelnik samo po sebi, može biti, ajmo reći, nešto što može ubrzati, motivirati možda neke investicije, ali realno prave investicije dolaze iz nekih potpuno drugih izvora, bili oni lokalni, nacionalni ili europski. Tako se dogodilo i kod nas. Mi smo imali tu našu aglomeraciju i od tu se isfinancirala knjižnica, no svakako Europska prijestolnica kulture je ona koja kulturu, pa isto tako i knjižnice i knjižničarstvo stavlja u onaj nekakav središnji plan, u medijsko središte, i to su stvari koje se trebaju iskoristiti. In kako so ljudje, na kratko bom prevzel, Rijeka torej leta 2020 v času pandemije, Evropska prestolnica. Dobro, potem ne rajmo prevajati. V redu, če bomo rabili prevod na koncu, potem bom prevedel. Kako so ljudje sprejeli novo knjižnico? Pa ovako, ako ćemo suditi prema statistikama, a statistike su recimo ono što nam je objektivno, nama se s novom knjižnicom broj korisnika povećao prve godine za 24%. Gotovo svaki 4. dakle, je došao kao nov. Broj posudbe, a ovo sad za knjižničare govorim, nije pratio tih 24% porasta. On je nešto manji. Ali to vam je manje više normalno, jer mi imamo slično iskustvo s našim dječjim odjelom u dječjoj kući. Dakle, prve godine nova infrastruktura privuče ljude,
stvaraju se navike i educira se i nama je u našem dječjem odjelu tek nakon 4 godine počela posudba rasti. Tako da to očekujemo i ovdje. Ono što zna biti isto nekada malo onako triki je to što te prve godine brojke jako narastu, a onda se one trebaju ravnatelju održati i tu dolaze problemi, jer vi sada morate opravdati rast od 24%. Ovo sam sve napravili da bismo se pohvalili malo, mi smo uspjeli. Odlično. To je išlo u tom smjeru. Odlično. Mi smo ove godine, dakle, još dodatnih 2% u porastu. To je što se tiče statistika. Što se tiče onog što statistike ne pokazuju, a to je način korištenja novog prostora, što mislim da je nama možda i važno u ovom trenutku. Mislim da se to potpuno promijenilo. Iako mi knjižničari već duže vrijeme govorimo da knjižnice nisu samo mjesto posudbe knjiga, vrlo često infrastruktura ta koja ne dozvoljava baš neka prevelika druženja i preveliki treći prostor ili neku drugu paradigmu. Nova infrastruktura to omogućuje. Nova infrastruktura je v Reki tudi revitalizirala degradiran del mesta. Verjetno je tudi to dodana vrednost same knjižnice, poleg vseh statističnih podatkov, ki jih navajate. Da, znači mi smo revitalizirali industrijsku baštinu, znači tamo je prije bila industrija, no ajmo reći ono što kažu Italijani, diciamo la tutta, ne, ajmo reći cijelu istinu. Nije to klasična industrijska baština, to je industrijska baština koja je prošla svoje 90-te, koja je propala, privatizacija i sve kako ide i 30 godina je to mjesto koje je bilo, kako mi onako to lijepo volimo ocrtati, jedno veliko ništa u centru grada. Dakle, to vam je bio neuređeni parking. Eto. Ali izvrsno je što se taj dio može uistinu revitalizirati. Mi smo na cijelom tom jednom dijelu, to je nekada bila tvornica Rikard Benčić. Mi smo tu uselili, mi, gradski oci, muzej grada Rijeke, muzej moderne i suvremene umjetnosti, dječju kuću kao jednu vrlo zanimljivu lokaciju za dječje programe i završilo se to useljenjem u art kvart, kako ga mi sad zovemo, knjižnice. I da, to je postao jedan potpuno drugačiji dio grada. Cijela zamisao je bilo da se to riječko korzo, taj sam centar, proširi i produži. Sad se to napravilo za 700 metara i zapravo drago mi je što su gradski oci u tom trenutku bili odlučili da će kultura biti ta koja će proširiti centar. Prihajam iz medijskega sveta, kjer so še danes mostovi, radijski ali pa televizijski med mesti, bo tudi knjižnični most med Reko in Mariborom, dvema novima knjižnicama uspostavljen? Pa ja mislim da taj most već postoji. Ja se nadam da ćemo ga mi proširiti, ali on kao takav postoji. Inače, ja moram reći da mi kao Gradska knjižnica Rijeka jako lijepo surađujemo s našim kolegama iz Slovenije i sa Ljubljanom. Evo, ja stvarno moram u svakom trenutku iskoristiti priliku i zahvaliti se i knjižnici Ljubljana, koja je nama u trenutku kada je naš bibliobus bio dotrajao i više se nije mogao registrirati, poklonila svoj, jer su oni dobili novi. To su vam kolegijalnosti koje su vrlo rijetke u nekim drugim disciplinama, a ovdje evo, mogu reći da ima. Isto tako sad smo preuzeli i knjižnicu Sjemenja iz knjižnice Nova Gorica, koja je sada bila Europska prijestolnica kulture i time smo postali prva knjižnica u Hrvatskoj koja je ušla u tu mrežu knjižnica Sjemenja. Super, sodelovanje torej ostajajo in se nadgrajujejo. In sedaj čas za vaše vprašanja. Zadnji del našega druženja bomo namreč namenili vam, kaj vas zanima, kaj bi si želeli, na kaj bi želeli opozoriti. Vse to vas sprašujemo, pa kar roke gor, kar korajžno in pogumno. Irena. Morda bi še kaj o art kino povedali.
tu nam je nekaj zmanjkalo vsebine. Ne? Gospod direktor, 2 besedi. Ja, v bistvu lahko to povem. V mariborski knjižnici se z filmskimi programi oziroma z AV programi že dolga leta ukvarjamo oziroma jih razvijamo tudi skupaj z akterji, ki pokrivajo film znotraj Maribora. Tako da te programske stvari tečejo, preprosto pa danes nismo povabili predstavnika kina, ker še ne vemo, kdo to bo. Tako da ja, mi smo pripravljeni na sodelovanje oziroma to že počnemo. Kdorkoli bo upravljal s kinom, bo naš cimer in sodelavec. Na 3. torej še čakajo, se bodo pustili presenetiti. Če dovolite, bi mogoče o kinu tudi zdaj že zelo veliko razmišljamo, prav tako tudi zdaj že snujemo, kako bo upravljalski del centra Rotovž, zato bo tudi kino potem spadal direktno pod ta zavod, ki bo upravljal z centrom Rotovž, ne pod knjižnico, ampak v dobrih cimerskih odnosih, kot jih tukaj že gojijo, smo prepričani, da bo tudi ta 3. člen zelo dobro se tukaj znašel in zaživel v tem novem čudovitem prostoru. Hvala. Super, hvala lepa za pojasnila. Še kakšno vprašanje? Verjetno se marsikaj poraja. Gospod župan. Jaz bi še samo ta filmski del dopolnil, čeprav vem, da to ni tema. Se pravi, to ni nekaj, kar si danes predstavljamo, da greš zvečer v kino, ta dela že seveda zjutraj in izobražuje otroke, tako vrtcev kot šol in se ukvarja na podlagi videnega z vsebinami in je edukativne narave bolj kot samo razvedrilne ali tiste, ko si ga zberemo v plačljivem kinu. Se pravi, dela bistveno več ur in zavrti več filmov kot komercialni ustanove. Najlepša hvala. Roke gor. Je kaj kakšna? Tamle vidim. Izvolite. Hvala. Sem Zora A. Jurič in bi rada rekla, da vse, kar sem nocoj poslušala, se me pravzaprav na nek način tiče, ker sem bralka od malega, ker sem bila učiteljica slovenščine, ker vem, kako neizmeren vpliv ima knjiga na človeka, da ostaja človek, da ostaja empatičen in ker sem ustanovila prvi mariborski bralni klub, iz katerega je zrasel pesniški turnir, nagrada za najboljšo pesem in s tem klubom oziroma s tem tekmovanjem za pesem smo obiskali večino manjših in večjih slovenskih mest, pa tudi zamejskih in smo imeli priložnost videti, kako lepe in bogate so slovenske knjižnice drugod in zmeraj smo se vračali malo žalostni zaradi prostorov mariborske knjižnice, kjer se nismo mogli svobodno sprehajati med knjige, kot je bilo prej eno pismo želja otroška. Zato si lahko mislite, kako nepopisno se veselim nove knjižnice, kako težko jo pričakujem. Naj povem anekdoto, ko je prišla pandemija, ki je bila danes že tudi omenjena, sem rekla, bogato življenje je za mano, zdaj tu, če je konec, tudi po zaslugi knjig. Potem sem se pa spomnila, ne, moram dočakati novo knjižnico. Evo, to mi je bila največja motivacija. Zato res moram reči, da se res zahvaljujem vsem, ki so omogočili, da nastaja ta čudovit prostor, ki bo na neke vrste protiutež, recimo Europarku, kamor danes hodijo ljudje iz drugih razlogov, pa tudi zato, da se družijo, da se dobivajo, bo zdaj tu en drugačen, jaz mislim, vpliv vseh teh knjig, revij, časopisov. Sama komaj čakam na ta čas, ko bom tam posedala svoje 3. življenjsko obdobje, brala knjige, srečevala ljudi, se o njih pogovarjala. Res hvaležna, najprej mogoče res prejšnji direktorici Dragici Turja, ki sedi tukaj ob meni, pa sedanjemu vodstvu knjižnice in seveda gospodu županu, ki je presekal ta gordijski vozel. Sama kot ambasadorka knjižnice vem, kako dolgo je trajala ta neusmiljena borba in bitka za to nesrečno knjižnico, ampak zmeraj sem govorila, mogoče jo bomo dobili zadnji, ampak bo zato najlepša. Danes, ko sem prihajala sem se spomnila na knjigo, mnogo let je tega, kar sem jo brala, tudi v knjižnici sposodila. Goran Petrović, srbski pisatelj, je napisal knjigo Trgovinica pri srečni roki.
Sijajna knjiga, ki govori o tem, o odnosu med bralci in knjigami, med knjigami in avtorji. In fantastično zaide v neke svetove, ko se bralci, ki berejo isto knjigo, znajdejo v skupnem svetu. V skupnem svetu in ugotovijo, koliko skupnega in bližnjega imajo med seboj. In to želim naši novi ustanovi, ki bo več seveda kot samo knjižnica, kar smo danes slišali, in več kot samo galerija in kino. To želim, da bi postalo to naše središče, ali kot smo ga takrat imenovali, ko smo se selili, srce mesta, ker mi smo civilizacija knjige, kakorkoli, katerakoli civilizacija bo prišla za nami, ne bo več ta. In zato res želim, da postaja srečevališče ljudi, zgodb, vsega dobrega, humanizma, ljubezni in te človečnosti, ki je med nami, in mislim, da je to, da gradimo to središče, tudi največji upor proti svetu, kakršnega vsak dan opazujemo. Najlepša vam hvala vsem, ki si za to prizadevate, in srečujemo se v hodnikih in prostorih nove knjižnice, upam. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, kakšen pomislek, strah knjižničarje, knjižničarke? Vam je vse jasno? Aha. Moje ime je Martina Salubir, prej sem dvignila roko, ko ste preverjali, koliko je knjižničarjev tule. Dve stvari bi rada povedala. Najprej bi se navezala na eno pripombo na začetku, da imamo občutek, da je pomen in vloga knjižnic med ljudmi premalo poznana. Pa moram reči, da je bila v letu 2025 v organizaciji Združenja splošnih knjižnic izvedena raziskava, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo ta vpliv in pomen. In poleg tega, da je bilo nedvomno potrjeno, da so pač knjižnice najbolj obiskane kulturne ustanove, da imajo pomembno vlogo pri spodbujanju branja, pismenosti, jezikovnih spretnosti, pridobivanja znanja, je bilo nam v veselje, da je v primerjavi s predhodno raziskavo pred dobrimi 10 leti se je izkazal veliko večji pomen prostora knjižnice za druženje, za sprostitev, za preživljanje časa, potem za razvoj digitalnih spretnosti in pa naprav, ki so tu na voljo, tudi tega, da knjižnice spodbujajo kulturno raznolikost, strpnost, kulturen dialog, povezovanje. Druga stvar, ki bi jo želela spregovoriti, bi se pa navezala na predavanje, ki ga je gospa Sana imela včeraj za knjižničarje in tudi širšo skupnost. Se pravi, mi v mariborski knjižnici ves čas v pripravah na delo v novi knjižnici skrbno spremljamo delovanje najbolj uspešnih knjižnic po Evropi. Tudi z njimi navezujemo stike, kot vidite, tako sta tukaj gospod iz Reke in gospa iz Helsinkov. In če poskušam ugotoviti, kaj je tem knjižnicam, ki so najbolj uspešne, skupnega, kaj jih dela tako uspešne za posameznike, za skupnosti, bi to lahko strnila v eno spoznanje, da so to knjižnice, ki ne samo delajo za uporabnike, ampak delajo in se razvijajo skupaj z uporabniki. In v mariborski knjižnici smo trdno odločeni, da tudi mi želimo hoditi po tej poti in že stopamo po tej poti. Tako da Sana je rekla, da če so v Helsinkih načrtovali knjižnico za prihodnost, pa so potem dobili odziv, da je to knjižnica za ljudi in da je to najlepši kompliment za knjižničarje, tudi mi takšen kompliment pričakujemo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Salubir. Še kakšno vprašanje, kakšno mnenje? Tamle je v zadnji vrsti. Vidim, da je eden od gospodov, ki se današnjega mraza ni ustrašil in je vseeno prišel sem.
Hvala lepa. Moje ime je Željko Milovanovič, imam samo eno kratko vprašanje, ker sem se spomnil v bistvu tega krasnega momenta, s katerim se je v bistvu začela simbolično obnova knjižnice. In sicer te žive človeške verige, ko smo vselili knjige iz Rotovža v City. Pa je v bistvu moje vprašanje, če že imamo datum, kdaj se bomo spet dobili in selili knjige. No? To. Hvala lepa. Gospod župan Kokrat, če gremo spat. Ponavadi se ukvarjam z izzivi, kako neke majhne, velike ali katerekoli želje sploh spravi do tega, da se začnemo o njih pogovarjati, da si jih želimo. In ko enkrat gradimo, takrat sem že v resnici pomirjen, največkrat v tem primeru, ker pa gre za tako veliko in tako pomembno stvar, ki je pomembna glede vsega, kar ste povedali, se pa malo bojim in bi si želel, da bi bila samo strašna, kot je rekla direktorica, pa da ne bi bila strašljiva, ker čutim res veliko breme, kar se tiče samega upravljanja, in bi si želel, da se zavedamo, da ne glede na vso znanje, ki ga imate glede kulture, bo tu največji izziv menedžeriranje tega, tako da se bodo tam vsi dobro počutili in da bodo ustvarili dodano vrednost, da ne bomo potem se vedno pogovarjali, koliko denarja še knjižnica ali pa UGM rabi, ampak bolj s tem, kaj vse so naredili in so zaradi tega lahko drugo leto naredili še boljši program, seveda s podporo občine, države in vsega, kar zraven sodi. Bi pa še eno stvar povedal. Mislim, da smo imeli zelo veliko srečo za to lokacijo, ki je pravzaprav vpeta ali je skoraj v sredini dveh zelenih delov, kjer se že zdaj veliko gibamo, predvsem ob Dravi, ki smo jo sprostili pločevine. In podobno si želimo, da bi se zgodilo še z vsem hribovitim delom, ta zeleni, rekreativno-aktivni del življenja, in potem je v sredini ta točka, ki je bila degradirana. In imamo srečo, da imamo res dobrega arhitekta, več kot se z njim pogovarjam, bolj sem pomirjen, ker razume človeka, se je poglobil v to, mislim, tudi to je verjetno njegov življenjski projekt, ali pa dobro, se je kar nekaj že drugih naredil. Veseli me, da to ni neka škatla, kjer so knjige, kamor greš po knjigo ali pa si jo ogledati razstavo, ampak je sam arhitekturno prostor odprt v 4 ulice, upam, da še odpremo proti Gosposki, ravno kmalu je sestanek z našim someščanom, upam, da nam uspe. Se pravi, da boš ti prehajal v ta prostor svobodno, iz katerekoli ulice, šel spet ven z njega. Želim si, da bi imel občutek, da sploh ne rabiš iti tja, pa da si že tam in da potem si se počutiš kot doma. Tudi sama arhitektura, kar se tiče vseh prestopov, dostopov, prehajanj iz različnih vsebin, se mi zdi, da deluje počasi kot eno in je tudi zelo svetel prostor, prijetno v njem tako za zaposlene kot za obiskovalce in se ga tudi iz tega vidika veselim. Se mi zdi kot neki posrečen primer, tisto, ko včasih rečemo tako nasplošno severna arhitektura, ne vem za točno kjera, ampak ta minimalizem pa odprto pa vključujoče. Tako da kljub temu, da smo v najstarejšem delu mesta, je zelo odprt prostor, no, da se ga kot takšnega tudi zelo veselim. Bo ena dodana vrednost v dojemanju, v tistem, kar imamo radi za eno besedo, da je lepo. Mislim, da nam bo tam lepo tudi brez knjige, kaj šele z knjigo ali z sodobno umetnostjo ali z dobrim filmom. Hvala. Gospod župan ni odgovoril, bomo rekli torej kmalu. Pa ne, vse ste me razumeli, jaz upam tisti, ki slovensko razumete, da se ne ukvarjam toliko z tem, če bo zdaj to na ne vem kjeri x datum, bolj me zanima, da bomo do tja prišli varno in da bomo vsebinsko pripravljeni in upravljalsko. Če za to en mesec gor ali dol, do konc leta bi naj bilo, če pa mesec kasneje, pa bo pač nič hudega. Bolj je važno, kaj bo in ker bo še dolgo. Ko bo torej vse pripravljeno, ne? Še gospod Cvjetković, vi bi še nekaj na kratko. Evo, ja bih samo ponukan ovim što je gospodin gradonačelnik rekao, uistinu upravljanje takvim prostorima je veliki izazov. Izazov je nova hrvatska riječ kojom smo zamijenili problem.
To je izazov, dakle uistinu je izazovno, pogotovo kada je tu više ustanova koje moraju dijeliti isti prostor ili neki novi upravljač, jer se moraju jako dobro upoznati svi dionici svega toga. I ja se slažem s vama, nije datum uopće toliko bitan i drago mi je da tako postavljate priču, jer obično, nemojte me krivo shvatiti, ali političari vole staviti neki datum, recimo datum grada ili nešto. Ja mislim da je bitno pripremiti se jako dobro, jer tu vam nema generalne probe. Tu odmah kreće spektakl. Tako da, evo, to je ono što sam svakako htio prokomentirati i reći, a isto tako siguran sam da koliko god se dobro pripremite, da ćete uvijek nešto zaboraviti, previše je tu utjecaja. I zadnje što sam htio reći, ovo što radite sada, dakle ovakav način komunikacije, je možda najbolje što možete napraviti za takve projekte. Mi kad radimo s mladima, onda uvijek kažemo to nisu programi za mlade, nego su to programi koji rade mladi za mlade, ali ovo treba biti za lokalnu zajednicu upravo tako. Knjižnica je njihov prostor i treba se stvarati zajedno s lokalnom zajednicom. Evo to. Hvala lepa za te nasvete. Tako nam, ki že nestrpno čakamo, kot tudi vam, ki o tem odločate oziroma vse pripravljate, da bo potem steklo. Še kakšno vprašanje, kakšno mnenje, kakšna pripomba, kakšen predlog? Ne bi radi šli ven na hladno. Dobro. Hvala lepa še enkrat za obisk. Hvala lepa vsem našim gostom za današnje sodelovanje. Resnično ste prikazali, na kakšen način sodelujete, na kakšen način pomagate knjižnici in knjižnica pomaga vam, in verjamem, da od tu naprej bo samo še bolje. Hvala lepa in prijeten večer še naprej.